Mi smo prvi, pokrivamo volitve in preverjamo dejstva. Tudi tretji teden volilne kampanje, ki smo jo na RTV-ju preživeli v družbi oziroma ob soočenjih predstavnikov in predsednikov zunaj parlamentarnih strank, je naplavil kar nekaj izjav, ki jih je bilo vredno preveriti. Najprej Zmago Jelinčič, Slovenska nacionalna stranka. In ti migranti dobivajo toliko denarja na roke, kolikor so 3 plače povprečnega slovenskega delavca. Če bi izjava držala, bi prosilec za azil dobil več kot 3000 evrov, tako pa na mesec dobi 18 evrov žepnine. In zdaj Andrej Šiško iz Zedinjene Slovenije, izjava o evropskih sredstvih. Mi jih več plačamo v proračun Evropske unije, kot smo jih počrpali. Torej ta sredstva sploh niso evropska, to so sredstva naša, slovenska. Zdaj pa posod piše tabla zgrajeno za sredstva Evropske unije. To je laž in prevara. Tako kohezijska kot vsa ostala evropska sredstva, ki jih Slovenija počrpa iz EU, vsako leto presegajo znesek, ki ga Slovenija vplača v evropski proračun. In tudi od januarja do aprila letos je državni proračun iz Evropske unije dobil skoraj 103 milijone evrov več, kot je v evropski proračun prispeval. Zdaj pa še izjava Alojza Kovšce oziroma njegovo prigovarjanje s kolegico Natašo Mulec. No, jaz imam pred sabo program gospodarsko aktivne stranke in res ne vem, kje ste to prebrali. To sem prebrala, presežem, tlele imam. Jaz pa presežem, da tega v programu ni. Alojz Kovšca je zatajil, da je stranka GAS dober teden pred radijskim soočenjem spremenila program. Starega programa, ki je bil še 3. maja dostopen tudi prek MMC-ja, ni več moč dobiti prek spleta. Novi program pa ne omenja več dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.